Ne vem, po moje, da je cinšpula zarostala ali pa so batni obročki padli ven. Ne vem, no dobro, ajde. So nerodna reč. Mi je crknil motor, jaz gumo znam zamenjati, vse ostalo je pa zame znanstvena fantastika. Tako da, lahko da sem se zmotil. Precej nerodno, imam pa vsaj to srečo, da tamle čez poteka tekmovanje za mladega mehanika Slovenije in ni hudič, da ne pride en sem pogledati pa tole popraviti. Ampak jih bom pol matro, jasno, zdaj jih ne bodo skoncentrirani. Ne, nič, pustimo to zdaj. 13 šol sodeluje na tem tekmovanju, vsaka je s sabo pripeljala dva svoja najboljša tekmovalca, ki sta podobno kot v Formuli 1 tudi medsebojna tekmeca, čeprav sta v isti moštveni ekipi. Na koncu bo zmagovalec v bistvu samo eden. So mi strogo zabičali, da ne smem nobenemu pomagati in se mi zdi fajn, ker mislijo, da ful obvladam. V bistvu bi pa lahko sam komu kakšen napejček ali pa vodo dostavil. Tukaj namreč tekmujejo učenci tretjih letnikov avtomehanične smeri, ki bodo šli jesen že delati. Sendvič. Tekmovanje Mladi mehanik Slovenije poteka tokrat že petič. Poskušamo združiti vse srednje avtomehanične šole na enem tekmovanju, kjer se dijaki pomerijo v 3 praktičnih nalogah in pa seveda tudi v teoriji. Šole naredijo interni izbor v šoli in potem sem na tekmovanje, se pravi, lahko temu rečemo tudi državno tekmovanje, pripeljejo 2 najboljša dijaka, ki se pa potem tudi še zmeraj pomerita med sabo za naslov. Tako da zmaga samo eden, nimamo, bom rekel, ekipnega dela tekmovanja. Imamo pa tudi partnerje v projektu, ki se pa predstavijo z nekimi novostmi in tako da te dijake tudi malo poučimo o nekih novostih, da iz tega tekmovanja odnese tudi malo znanja, ne samo, da to nima samo tekmovalni duh, ampak dobijo tudi nekaj znanja. Jaz sem bil v šoli kar pifler, zato grem zdaj najprej poslušati predavanje in se kaj novega naučiti. In zdaj se moja mami parila za glavo, ker pifler pa res nisem bil. No, predavanja. No, zdaj pa zares. Tekmovalce čakata 2 nalogi. Prva je teoretična in druga praktična. Medtem ko prva skupina zgoraj rešuje izpit, tukaj rešujejo ta prave težave. V bistvu škoda, da nisem pripeljal svojega avtomobila, bi tega popravili. Kakorkoli, grem pogledat, kaj zares rešujejo. Danes imajo mladi mehaniki, bodoči mehaniki, 3 naloge. 2 naloge imajo praktično diagnostiko na vozilih. Tu bomo pa predstavili malo kamion in bomo naredili praktično nalogo na menjavi sušilca. Najprej odvijamo varovalni vijak, odvijačimo varovalni obroč, staknemo, zamenjamo sušilec, malo namažemo, očistimo, ga vrnemo nazaj v pravilni položaj, zategnemo in namestimo varovalni vijak. Ni časovne omejitve, važen je pravilen postopek, da se orodje vrne na osnovni položaj in o času odloča, zmagovalcu odloča čas. Pa še izpit oziroma kontrolka, ti sem jaz tudi imel najrajšo šolo, če verjameš. Ja, pester dan je za tekmovalci. Teoretični in praktični del sta bila kar zahtevna, no meni se zdi pa še veliko bolj fajn, da so imeli hkrati tudi predavanje, ker so take dodatne izkušnje vedno zaželene pa dobrodošle. Zdaj, zmagovalca imamo, ga grem vprašati, če lahko popravi še moj avto, ker prav zares ni pokvarjen. To je bilo samo zaradi prispevka. Na teoretičnem delu je bilo težko, ker nisem poznal vseh odgovorov, ampak na splošno ni bilo tako težko. Prijavil sem se zato, ker bo to moj poklic celo življenje, sem se hotel izkazati, ampak nisem imel visokih pričakovanj za tekmovanje, nisem mislil, da sem pripravljen za tekmovanje dovolj, ampak izgleda, da je šlo.